Vsi lepo pozdravljeni na 16. Groževem simpoziju, ki bo izrazito literarno obarvan, kajti govorili bomo o Pindarju. Povod za izbiro te teme je bil izid knjige o Pindarju komparativista Vida Snoja in seveda se da tudi Pindarja pogledati z najrazličnejših perspektiv. Torej, potekalo bo tako, kot piše na tehle listih, ki so na stolih. Drugače pa bi jaz še posebej opozorila na prodajo knjig, ki je spet organizirana tako kot tudi prejšnja leta. Nekaj založb ima svoje knjige na prodaj že tukaj v Atriju, medtem ko precej založb pa prodaja prek knjigarne Azil, tako da ste tudi tja zelo lepo vabljeni v odmoru in potem po koncu. Tako, hvala za udeležbo in prijetno poslušanje in gledanje. Vsi lepo pozdravljeni, moje ime je David Movrin, danes bom skušal povezovati to naše srečanje. Za začetek imamo tukaj privilegij, da lahko med se povabimo kolega Braneta Senegačnika. Kolega Senegačnik seveda ne potrebuje nikakršnega predstavljanja, ampak po konvenciji bom vseeno povedal, da predava na našem oddelku za klasično filologijo. Ukvarja se predvsem z grško književnostjo. Ogromno študij na to temo, ki jih je objavil, boste seveda našli v Kobisu. Tukaj je predvsem zaradi enega od svojih, bi rekel, kar velikih del, zaradi prevoda Pindarjeve poezije, ki ni bil čisto prvi prevod Pindarja v slovenščini, seveda imeli smo že odlomke, ampak je pa seveda prvi celovit prevod tega avtorja. Kolega Senegačnik je seveda tudi prejemnik cele vrste nagrad, prejel je Sovretovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in je tudi izredni član SAZU. Tekst oziroma predavanje, ki ga bomo poslušali, ima naslov Poti k Pindarju, nekaj misli o obzorju sodobnega raziskovanja Pindarjeve poezije. Prosim. Hvala lepa za prijazno predstavitev. Skušal se bom disciplinirano držati časovne omejitve, ker tako ali tako že kasnimo. In bom zaradi tega svoje predavanje v glavnem bral ali pa se vse tesno držal tega, kar je napisano. Moram pa vendarle samo prijazno korigirati, zdaj to misel. Prevod Pindarja, ki je šel pred nekaj več kot 10 leti, če smo, bi rekel, filološko pošteni, natančni, ni čisto celovit prevod, ampak so prevedena vsa bolj ali manj celovito ohranjena besedila, pesmi in pa pač precejšnje število fragmentov, večina tistih, v katerih je lahko zaslutiti pesniško fakturo celotno. Ni pa čisto vsega, ni krajših fragmentov, ki so seveda zanimivi predvsem za literarno vedo ali pa mogoče za filozofijo, ne pa toliko za recimo temu laiško pesniško branje, s čimer pa nisem mislil nič vrednostno slabo karakterizirati tega. Moje predavanje bo glede na temo zelo kratko. Skratka, to lahko pomeni, da bo zelo zgoščeno ali pa tudi, da bo zelo skicozno in fragmentarno in najbrž tudi v kakšni točki krivično, ker bom verjetno izpustil kar nekaj del
ki bi bilo prav, da bi jih omenil, ampak tako je pač v vsaki priložnosti izbora iz gradiva, ki je zelo široko, ali pa področja, ki je zelo široko. Skratka, treba je izbirati, treba je selekcionirati in pač vzpostaviti nek kriterij, ali je pravičen ali ne. To je pa že druga stvar. Skratka, držal se bom glede na naslov, da bi podal nekaj misli o glavnih dosežkih raziskovanja Pindarjeve poezije v širše vzeto zadnjem času. Za nas v klasični filologiji seveda je kategorija sodobnejši in novejši nekaj čisto drugega kot pa v kakšni drugi vedi, zlasti v kakšnem tehničnih vedah kot računalništvu. In bom pri tem segal nekaj let nazaj, ne pa zelo daleč. No, ampak kakorkoli, držal se bom predvsem tega, da bom predstavljal dela, ki so neposredno povezana, ki neposredno raziskujejo Pindarjevo poezijo, imajo opraviti z besedili Pindarjeve poezije. In po drugi strani drugo načelo je pa to, da bom predvsem se osredotočil in izpostavil tiste dosežke, ki imajo pa splošen pomen za raziskovanje Pindarja, skratka, ki so zanimivi ali pa pomembni, celo neobhodni za vsakršno raziskovanje Pindarja, zlasti vsakršno klasično filološko, če tako rečem, ali pa z področja klasičnih študij, ampak tudi širše, za literarne študije ali pa za filozofske raziskave, zgodovinske, sociološke. Pindarjeva poezija ni del sodobne kulture v takšni meri in na tak način kot nekatere teme in liki homerske epike, naprimer, kaj pa vem, mesto Troja, ali pa liki grških tragedij, kot je to Antigona ali Ojdip. Te like je lažje transponirati v druge jezikovne registre in oblike kulture, ker so dojeti predvsem kot del mitične zgodbe, skratka, imajo za seboj neko zgodbo, ki je v epskem ali dramskem svetu manj odvisna od pesniške artikulacije kot v lirični poeziji, še posebej tako kompleksni, intenzivni, bi rekel idiosinkratični in enigmatični, kakršna je Pindarjeva. Preučevanje Pindarja je tako danes pretežno omejeno na akademsko raziskovanje. Čeprav pa to seveda ne pomeni, da njegova poezija ni še zmeraj pomembna in inspirativna literarna referenca. V sodobni intelektualni pokrajini je akademsko raziskovanje seveda zelo širok, pravzaprav že kar nedoločljivo širok pojem. To izraz poti k Pindarju sicer sugerira, da obstaja nekakšen jasen, nedvoumen cilj, h kateremu naj bi te poti vodile. Dejansko pa je pot k resnici pravzaprav že kar resnica sama, v tem smislu, da pač ta pot, metoda bistveno določa svoj cilj, perspektivo, področja metode. Podobno kot kultura v celoti je tudi akademsko raziskovanje danes, po besedah komparativista Wolfganga Iserja, proizvodna teorij, the fabric of theory, ki so, če tudi imajo isto temo, pogosto le šibko povezane ali pa se celo medsebojno izključujejo. Pindarjevo poezijo sicer to zadeva le v manjši meri kot prej omenjena dela in like. Naprimer, lik Antigone bi pravzaprav, pa se ne šalim zelo, pa ne pretiravam zelo, lahko konstituiral že kar posebno vedo, literarno podvedo, literarno zgodovinsko ali pa kulturološko ali kakršnokoli. Z liki Pindarjeve poezije in z njo v celoti ni tako, ali pa je v veliko manjši meri. In to je najbrž povezano prav z njeno šibkejšo navzočnostjo v splošni kulturi. Kar, če smem to pripomniti, ni nujno vedno najslabše. Vsekakor so zadnja desetletja prinesla zelo pomembne premike na področju filološke obravnave tega najznamenitejšega antičnega lirika.
In ti premiki imajo velik pomen tudi za literarno zgodovino in filozofijo. Tu stoji v ospredju italijanska filologija, italijanska grecistika s svojimi dosežki, saj je širše vzeto v zadnjih desetletjih, v novejšem času, oskrbela nove, izredno bogate in mnogostransko komentirane kritične izdaje vseh 4 knjig slavospevov. Vse so išle kot del nekakšnega enotnega projekta pri založbi Mondadori in mislim, da ne glede na to, da pač živimo v svetu, kjer en jezik zelo močno prevladuje, pa kljub temu mislim, da so te izdaje v italijanščini pravzaprav referencialne in da je mimo njih pravzaprav pri resnem ukvarjanju nemogoče iti. Referencialna izdaja Pindarjeve poezije, ne samo ohranjene, celovito ohranjene, kakršni so epiniki, ampak tudi fragmentov, je bila in v marsičem še vedno je izdaja, ki te platnice vidite, oziroma prvo stran platnico vidite na ekranu, to je Znel Melerjeva izdaja, ki jo seveda tisti, ki ste se ukvarjali s Pindarjem, dobro poznate. Po tej izdaji se seveda še vedno v glavnem numerirajo, označujejo Pindarjevi verzi, Pindarjeva dela in v tem smislu ostaja referencialna. Vendar to je samo kritična izdaja besedil, ki je seveda ima svoja leta in ki je doživela mnogo dopolnitev, ne v tem smislu, da bi na novo išla, ampak v mnogih izdajah in posameznih študijah so bile njene je bila ta izdaja, ta verzija besedil korigirana ali pa osporavana. No, se to malo poveča. Leta 2013 so išli olimpijski slavospevi v italijanščini v izdaji, ki obsega 719 strani in ki je, tako kot izdaje drugih slavospevov, čisto tradicionalno koncipirana, kar seveda za klasične filologe itak vedo, kaj je to in je morda nesmiselno, da o tem govorim, ampak če mogoče kdo ni tako iz tega območja, pa vendarle ne, to ni samo izdaja besedila, ampak so vsi ti slavospevi izdani z obsežnimi uvodi, splošnimi literarno-zgodovinskimi uvodi, ki jim sledijo potem uvodi in razlage zgodovinske umestitve posameznih slavospevov, analiza metrične sheme in pa predvsem izredno obsežen komentar. Komentar, ki je, tako smo včasih rekli, vsaj temu v klasični filologiji, jezikovno-stvarni komentar, se pravi zajema tako jezikovna vprašanja in kasneje bom na hitro pokazal, zakaj je to v Pindarjevem primeru zelo pomembno, kot tudi seveda zgodovinske, sociološke, kulturološke in jasno literarno-zgodovinske reference. No, tako so išle že leto prej, leta 2012, in to je bila že 5. izdaja, so išle pitijski slavospevi. Pred relativno nedavnim, leta 2020, nemejski slavospevi in nekoliko prej, to je bilo leta 2009, že tudi istmijski slavospevi. Te kompletne kritične izdaje, vse so narejene torej nekako po načrtu, modelno, po istem kopitu, so seveda posebej pomembne zaradi tega, ker izdaje antičnih del niso nikoli samo reprodukcije besedila, ampak so v bistvu rekonstitucije besedila, skratka.
Nove izdaje nastajajo, zato obstajajo razlogi, kadar se je nabralo veliko novih pogledov na to, kakšna je prava podoba besedila, ali so prišla kakšna druga relevantna spoznanja, zaradi katerih obstajajo dobri razlogi za to, da se besedilo v tej novi obliki predoči. Zato mirno lahko rečem, da so te izdaje temeljni prispevek raziskovanja v novejšem času in seveda predstavljajo novo osnovo za študij kakršenkoli Pindarjeve poezije. Zdaj bom skočil nekoliko nazaj. Zakaj je tako pomembno v bistvu raziskovati antična besedila in konkretno Pindarjeva besedila? Samo ilustriral bom problematiko enega verza, to je 24. verz prvega nemejskega slavospeva, ki ima pač takšnole obliko, kot je na ekranu Lelonhede, Memphomenos, Eslus, Hydor, Kapno, Feren, Antion. In ta vers pravzaprav ne predstavlja kakšne težave v tem smislu, da bi bila katerakoli oblika problematična, slabo ohranjena, očitno napačno ohranjena. Niti ni sama na sebi pravzaprav slovnično kakorkoli problematična. Ni nerešljiva. Problem je v tem, da je preveč rešljiva. Saj je ta vers pravzaprav mogoče popolnoma gramatično korektno razumeti na zelo veliko različnih načinov. Od tega, ali prvo besedo Lelonhe vidite na ekranu razumemo kot osebno glagolsko obliko ali kot brezosebno, je odvisno, kako razumemo celoto. Ampak to nikakor ni edini problem. Če jo razumemo kot osebno glagolsko obliko, je potem mogoče to razumeti na 3-4 različne načine in tukaj so pač ti načini navedeni. Tole je en utrinek iz mojega seminarskega gradiva. Sicer ne vidim študentov, ki so uživali ali trpeli, ko smo se s tem ubadali, ampak tu so navedene glavni možni prevodi, njihovi avtori in pa kritike, ki so letele s čisto spet pretežno jezikovnih, deloma vsebinskih, deloma slogovnih motivov. No in če pa razumemo to besedilo oziroma ta glagol kot brezosebni glagol, se pa odpre možnost novih 3 različnih razumevanj, ki seboj prinesejo nova vprašanja in nove ugovore. Torej, kaj hočem s tem reči? S tem hočem reči to, da antična besedila ostajajo v veliki meri še vedno uganke in izdaja novega besedila, kot rečeno, ne pomeni samo ponovitve in razširitve nečesa že znanega, ampak vedno pomeni rekonstitucijo, za katero stojijo seveda veliko znanje in veliki napori in ki so vedno, to pač je razen izjemno, ampak pravzaprav ne vem, če sploh kdaj, ne gre brez tako imenovanih konjektur oziroma hipotez. Vsaka takšna nova izdaja skoraj vedno temelji na hipotetičnih emendacijah in v tem smislu ostajajo tudi še tako dobre izdaje antičnih besedil na nek način odprte. Ne odprte samo v tem smislu, da pač kot vsako literarno besedilo je odprto za različne interpretacije, ampak odprto ostaja tudi pravzaprav njihova temeljna konstitucija, njihov tekstovni, kako bi rekel, njihovo tekstovno telo. No, v tem smislu najbrž ni treba zdaj posebej
več razlagati, zakaj so te nove izdaje italijanske filologije tako zelo pomembne za vsakršno nadaljne delo s Pindarjem. Je pa seveda tukaj, ne morem, ne da bi ne bi nekega komentarja, vendarle kratkega dal. Mislim, da je to bazično delo za besedili vsaj pri nas pogosto zelo slabo ovrednoteno, ker je slabo razumljeno, ker se pravzaprav ne ve, kaj pomeni izdati neko besedilo iz rokopisa ali pa ga na novo izdati, ga emendirati, ali pa tudi, kaj pomeni pravzaprav prevajati tovrstna besedila, ki so vedno polna hipotetičnih mest, ki jih mora pač odgovorna prevajalka ali prevajalec najprej razumeti, si izdelati svoje stališče glede tega in skratka podati argumentirano razumevanje posameznih mest in besedila v celoti in to šele nadgraditi potem z literarno uspelo obliko. Govorim to zato, ker mislim, da je najbrž veliko nerazumevanje stoji za tako nizkim vrednotenjem, kot ga je v čisto, kaj ne rečem temu, birokratsko, finančnem in še kakšnem smislu deležno pravzaprav prevajanje. No, med elementi, da grem naprej, med elementi teh izdaj, ki jih te izdaje zelo natančno obravnavajo, je tudi metrika kot omenjeno. Vsak Pindarjev slavospev ima predstavljeno metrično shemo, ampak spet je treba reči hipotetično metrično shemo. Metrična vprašanja Pindarjeve poezije izzivajo filologe v bistvu že dolga stoletja, dolga desetletja, ampak že več stoletij pravzaprav. Temeljni prelom se je na področju pravzaprav razumevanja zgradbe Pindarjeve poezije zgodil leta 1811 z veliko izdajo Pindarjevih pesmi Augusta Böcka ali Böckhusa, kot se je v latinski obliki podpisoval, ki pač drugačno, po njegovem prepričanju bolj avtentično razumevanje zgradbe Pindarjevih slavospevov, kot pa je prišlo do nas preko redakcije aleksandrinskih učenjakov. Tudi na tem področju se, kot pač omenjam, zelo veliko dogaja v zadnjem času. Eno študijo bi mogoče posebej omenil, to je študija japonskega filologa Kiichira Itsumija, ki ima naslov, kot vidite, Pindaric Meter, the Other Half, in se ukvarja predvsem z enim delom Pindarjeve poezije, ki ni zložena v relativno prepoznavni obliki, v tako imenovanih daktiloepitritskih metrih, ampak v nekih drugih metrih, katerih prava zgradba, celo prava logika metrična pa je ostala in še je tudi do danes v precejšnji meri nejasna in izziva zelo različne rešitve. Tem drugim metrom so pač nadevali razna imena, ali logaedični metri ali ajolski metri. Prvi izraz pomeni, da so sestavljeni na tak način, da se kažejo kot mešanica proznega govora, zato logosne, in pa bolj strogo prepoznavne metrične oblike, ki jo izraža drugi del te zloženke od aoide, pesem. In že to kaže pravzaprav na neko negotovost pri razumevanju njene zgradbe. Izraz ajolski prihaja pač od tod, da so
v teh verzih prepoznavne oblike ajolske poezije, Sapfine in Alkajeve poezije, vendar samo prepoznavne, ker so umeščene v veliko večje in zapleteno organizirane vzorce. Skratka, Itsumi je predlagal nov način členjenja teh pesmi in sicer je pač ohranil sicer poimenovanje ajolsko, ampak samo za en del te poezije, drugega je krstil za daktiloepitritski vers bolj odprtega tipa in tretjo skupino predstavil kot amalgam teh dveh metričnih shem. Seveda je svoje študije zasnoval na modelu, ki ga je sam izdelal in ki je temeljil na paralelah in statistiki. In čeprav so ta načela, statistika pa paralele zvenijo zelo strogo, znanstveno, so pa trditve, ki jih postavlja na tej podlagi, pravzaprav zelo mehke in zadržane. In to v bistvu ni naključje. Ob vsej objektivistični naravnanosti, namreč metrika zborske poezije ni zanesljivo dokazljiva in sloni neizbežno na hipotezah, paralelah in opažanjih precej nezanesljivega zgodovinskega materiala. Modeli so sicer zelo dobro argumentirani in utemeljeni, ampak modeli razlag teh metričnih shem, ampak se med seboj razlikujejo. Isti vzorci so razlagani različno, kategorijalni aparat je izredno zapleten in zaradi velikega števila izjem so pravila pravzaprav slabo razvidna. To ne pomeni seveda, da metrika, znanost merjenja verza, kot jo opredeljujeta Bruno Gentili in Liana Lomiento, ni izjemno zahtevna in pomembna veja proučevanja, da ne obravnava integralnega elementa antične poezije in da ni izjemno dragocena tudi pri rekonstrukciji nejasnih in pokvarjenih besedil. Vse to je, seveda. Ampak njeno objektivnost in relevantnost omejuje cela vrsta dejavnikov, ki jih tukaj ni mogoče niti na kratko predstaviti in zadevajo vprašanje naglasa v grščini in razmerja potem govorjenega jezika do metričnih vzorcev in še potem do glasbe, ki je še tretji element. Skratka, konglomerat dejavnikov je tukaj zelo velik in zahteven. No, eden najpomembnejših raziskovalcev grške metrike, Paul Maas, je nekako pred 100 leti v blago resigniranem tonu zapisal tole, zdaj navajam. Nimamo možnosti branja, recitiranja ali poslušanja grške poezije, kot je dejansko zvenela. Morda si lahko o njej ustvarimo miselno predstavo, vendar je ta predstava premalo jasna, da bi lahko služila kot podlaga za znanstveno raziskovanje tega predmeta, znanstveno stricto sensu. Sodobno proučevanje metrike sicer gre naprej, to je cela vrsta imen, tudi konkretno Spindarjevo poezijo, povezanih Tessier, Willett, navsezadnje tudi Martin West, seveda v okviru svojih širših metričnih študij. Danes postaja raziskovanje metrike vse bolj seveda lingvistično informirano in usmerjeno, torej usmerjeno tudi ali pa podprto s specializiranim fonetičnim raziskovanjem jezika, ki pa vseeno ne more dati dokončnega odgovora o pomenu metrike, zlasti zato ne, ker je metrika element poezije, torej vendarle umetnosti in ni samo vprašanje, kako bi rekel, fiziologije in z njo povezanega delovanja misli. Glede tega pa so besede Pavla Maasa še posebej resignirane in že kar malo bridke. Navajam. Skoraj noben vidik kulture starodavnega sveta nam ni tako tuj kot njegova kvantitativna metrika. Pri tem nam manjka najpomembnejši predpogoj za vse zgodovinske študije.
Nikoli namreč ne moremo doseči tiste vrste empatije, v narekovaju, s katero se nam vse druge manifestacije umetnosti, literature, znanosti, filozofije, religije in družbenega življenja staroselcev tako približajo, da postanejo bistveni del naše kulture. No, ob tem se spet odpira eno zelo veliko in zahtevno vprašanje, ki ni povezano samo s Pindarjem, ampak po moje veliko širše. Kako pravzaprav sploh prevajati poezijo? Grško poezijo, antično poezijo ali poezijo nasploh? Ko gre za ta oddaljeni svet, tu zdaj so seveda spet, je potem na poseben način treba obravnavati grško in latinsko poezijo, pa poezijo različnih obdobij, ker se je pač akcent spreminjal, ampak vendarle ne. Ali pravzaprav je sploh smiselno poskušati, ko govorimo recimo o grščini arhajske dobe, loviti nekaj, česar pravzaprav ne poznamo. Toda z druge strani spet vprašanje, ali je smiselno prevajati poezijo samo semantično in opustiti ob strani sleherni čutni, zvočni efekt, kakršnega daje ritem in metrika. To so seveda zelo velika vprašanja, jaz sam seveda imam na nje odgovor in gotovo še marsikdo tudi od vas, ki ste tukaj. Zdi pa se mi, da se s tem pojavlja, meni osebno se ob tem odpira še en problem, namreč, ki je pa še širši, kako se pri današnjem ritmu življenja in tudi kulturnem obzorju sploh dojema poezija, ali se dojema v relevantnosti njene tudi zvočne, se pravi, lahko tudi metrične konstitucije, ki zahteva potem recimo v našem jeziku silabotoničnim sistemom neko kompenzacijo, kar tako bom rekel, bolj kot prilagodil kompenzacijo, ali zatem sploh ni več potrebe, ali na vse zadnje se bere poezijo danes samo še semantično, se išče samo pomen in se način, na katerega besede živijo skupaj v pesmi, pravzaprav ignorira. To so seveda vprašanja, ki presegajo ta prispevek, ne, ampak zdijo pa se mi osebno zelo pomembno. No, potem je nek popolnoma drug vidik Pindarjeve poezije, to pa je njena pragmatika, način njenega izvajanja. Tega se dotikajo zlasti študije Mary Lefkowitz in Malcolma Heatha, v katerih izvajata dokaze za to, da Pindarjeve poezije ni izvajal zbor, kot tradicionalno veljalo, temveč solist, največkrat kar pesnik sam. Mimogrede, o tem je kolega Marinčič že o knjigi o grški književnosti arhaične dobe že pred mnogimi leti je to problematiko predstavil. Ideja ima korenine pravzaprav že kar precej nazaj v doktorski disertaciji Mary Lefkowitz. Kasneje, nekako 30 let nazaj, pa se je izkristalizirala v njeni knjigi, to je ta gospa, v knjigi First Person Fictions, Pindar's Poetic Eye. In pa v nekaterih poznejših člankih, v katerih se je branila svojo tezo pred kritiki, zlasti Anne Burnett in Christopherom Careyem, pa tudi Giambattistom D'Alessijem. Posebej pomemben je v tem kontekstu članek Epinician Performance, ki ga je Mary Lefkowitz objavila skupaj s Malcolmom Heathom, že omenjenim. Malcolm Heath je nekoliko prej pokazal še eno pomembno stvar, da se je epiniki izvajal v kontekstu komosa, pač slovesnega, prazničnega, tudi veseljaškega sprevoda in da ni zadostnih dokazov, da ga je s petjem in plesom izvajal posebej za to pripravljen zbor.
To seveda se zdi, da ni tako zelo pomembno, ampak Heath je pravzaprav zaostril svoje teze do te mere, no, da je postavil deloma pod vprašaj sam obstoj zborske lirike oziroma bolje rečeno zelo omejil področje grške poezije, ki naj bi jo izvajal zbor. To pa gotovo ni majhna stvar za literarno zgodovino, pa tudi ne za način, na katerega poezija živi. To je jasno velika razlika v tem, ali nekaj izvaja solist ali zbor, estetska razlika pa ne samo estetska. Glavni argument tradicionalne teze, da gre za zborsko poezijo, so v bistvu poročila helenističnih in poznejših komentatorjev. Skratka, poročila, ki so sicer veliko bliže izvornemu dogajanju, ne izvirajo pa iz tistega časa in jih zato seveda moramo jemati tudi s precejšnjo mero opreznosti. Nova razlaga, torej po kateri naj bi bil izvajalec kar pesnik sam ali pa kak drug solist, naj bi, tako menita Lefkoviceva in Heath, bolje pojasnjevala zapletene metrične vzorce epinikija in pa tudi možnost njegove ponovitve v raznih drugih pragmatičnih kontekstih. Kakorkoli prelomna in pomembna je, če seveda drži, če je sprejeta takšna teorija, je zanimivo, da pravzaprav ni doživela tako velikega prodora in odmeva, kot bi mogoče pričakovali. V omenjenih novih italijanskih izdajah je pravzaprav komaj kje kakšen članek teh dveh avtorjev omenjen. Skratka, Pindarja se še vedno pretežno razume, kar se zadeva pragmatike, tradicionalno. Vsaj kolikor je meni poznano, mogoče pa me bo kdo potem dopolnil. No, in končno je tukaj še en problem in eno veliko delo, to pa je problem časa. Jaz najbrž tudi že naredil problem s časom, ampak smo pa tudi začeli kasneje, ne, to pa je tudi res. Namreč to pa je zares monumentalno, več kot 1000 strani obsegajoče filološko delo Mihaela Theunissen z naslovom Pinda, Menschenlos und Wende der Zeit. Išla je leta 2000, kar se meni zdi včeraj, ne, pa mogoče še komu, ampak v resnici je pa tudi od takrat že preteklo nekaj časa. Ali je to prineslo naslednji obrat v času, pa seveda ni na meni, da sodim. Te knjige tukaj ne omenjam zaradi spoštovanja zbujajoče obsežnosti, ampak zato, ker je v njej filozofska interpretacija, kar najtesneje navezana na besedilo, in je filološka analiza ena njenih temeljnih metod. To se kaže na različne načine, med drugim tudi to, da se torej nenehoma citirajo filološke študije, pa študije z področja klasičnih študijev. Osišče Theunissenovega dela je, kot rečeno, pojem časa, različne oblike časa in njegova imena, pa tudi številne druge besede v Pindarjevi poeziji, ki pomembno sooblikujejo to problematiko dojemanja časa v človeškem, zlasti seveda v človeški perspektivi, v človeškem življenju. Temeljna tema dela, torej premena časa v Pindarjevi poeziji, časa, ki se kaže kot, navajam, dinamično razumljena transcendenca, torej povsem drugače od atemporalne transcendence parmenidovsko-platonske metafizike, ki gospoduje bivajočemu, namreč čas, ne, in se obenem temu gospodstvu tudi izmika zaradi nenehnega samospreminjanja. Premena, vandel, je obračanje časa v samem sebi.
Umwendung der Zeit in ihr selbst. Seveda ostaja odprto vprašanje, ali študija predstavlja v vseh pogledih realen prodor pod površino verznih form in pod stoletne nanose plitvih historičnih interpretacij in dejansko prodira v globoko resničnost poetičnega in Pindarjevega duhovnega sveta. Ali torej s Theunissovimi besedami razkriva dejanski Gesamtbewegung Pindarschen Denkens, celotno gibanje Pindarjeve misli, mišljenja. Vprašanje je seveda, ali kaj takšnega, kot je Gesamtbewegung Pindarschen Denken, obstaja v konceptualno obvladljivi formi, ali pa gre morda za vsaj včasih ustrezno krmiljeno filozofsko interpretacijo pesniško svobodnih besed. Osebno, na primer, imam svoje misli ob Theunisovi interpretaciji najslavnejših Pindarjevih verzov iz 8. pitijske odije. Ode Pamerio et idetis tidutis, skiasonar anthropos, o čemer bo mogoče potem kakšna beseda tudi kasneje v pogovoru s profesor Snojem. Ali pa tudi, recimo, imam kakšno misel ob konfrontaciji verzov 7. istmiskega slavospeva Pindarjevega s enim slovitim Mimnormovim fragmentom Ti de bios, ti de terpnonater Christes Afrodites, ki ga je tudi kolega Marinčič prevedel. Ampak zdaj seveda ta hip ne da ni časa za razlago tega, tudi za ta prispevek ni več časa. Na vse zadnje to ni tako pomembno. Pomembno pa je, nedvomno, da je Theunissova študija na izredno kompetenten način odpira filozofska vprašanja, ne samo Pindarjeve, ampak tudi grške nasploh in še več vse poezije. Je torej eno veliko in obsežno in tehtno vprašanje, zakaj v poeziji v resnici gre in zakaj jo brati in preučevati. No, ta kratki prikaz najvidnejših del z področja Pindarjeve poezije, pač po mojem izboru, verjetno dokazuje, da gre za na tem področju za izredno dinamično in raznoliko dejavnost, kar pa seveda po svoje dokazuje tudi že uvodoma omenjena knjiga profesor Snoja Vrhovi v globini 2 s preprostim podnaslovom Pindar, ki je, kot smo slišali, bila med povodi za izbiro teme letošnjega Groševega simpozija. Ampak o njej pa še kaj več kasneje s njenim avtorjem. Hvala.